Mi do še kar čakava tukaj na otoku Tana pod vulkanom, da bo šla na njega, nič ne kaže tudi danes, da bo šla, enostavno ni vremena. Evo, zdaj spet se sploh gore tle te ne vidi, pada dež, tako da čez nekaj ur bo tukaj popoldne, naj bi šli gor ob 3, pa se ne splača, da dava toliko denarja in ne vidiva potem nič. Tako da bo počakala še jutri, če ne bo počla. Zdaj, potem naprej pa itak spet vreme slabo napovedano. Zdaj je sonce napovedano, pa ga ni, kaj šele, ko je slabo napovedano. Zdaj to obdobje naj bi bilo suho, ne deževno, ampak je vse prej kot suho. Sonca skoraj ne poznava, ampak sva optimistična in čakava, da vseeno posije. Tako, jaz sem se pobril, pripravil za na vulkan Jasur. Natalija tukaj le študira po Vanuatu, kaj še pogledati, koliko naj ostane in tako naprej. Tukaj imam že pripravljenega drona, če bom lahko kaj letel. 2 svetilki, ki bomo šli po temi nazaj v dolino. Fotoaparat, polnim še GoPro baterije. Kako pa izgleda zunaj, ni pa nič kaj rožnato. Ravno kar se je spet začelo padati. Takole je zaprto, čist. Tako da težko danes verjetno, da bova šla, ampak sva pripravljena. Še zmeraj upava, da se bo razkadilo, pa da bi lahko obiskala otok. Mislim vrh. Vreme se je malo popravilo, tako da smo se odločili, da gremo. Jutri imajo 19 ljudi zapeljati v glavno mesto na otoku, lahko da sploh avta ne bo, tako da ne bo riskirala, pa tudi jutri popoldne je spet oblačno napovedano, tako da vprašanje, kaj bo. Ni glih sonce, ni najbolj idealno, ampak ni pa slabo. Tako se že vidi modro nebo, se pravi se razjasnjuje, tudi hribi tle se že vidijo. Vse je važno, da ne pada dež, da mi vulkan vidimo, zdaj če sonce ali pa če ne, itak bomo pozno popoldne gor, v bistvu po mraku nazaj. Mi se peljemo zdaj čez vas, gremo proti vulkanu. Gremo v pick-upu. Do zadaj v kasonu sedimo. Kašen drevo. To pa je terenska vožnja danes. Malo se moram držati. Hvala se pa pripravila za Tour de France, ki nas je dohitil in nas bo zdaj prehitil. No, pa nas je prehitil. Ni šans, da ga ujamemo. Ta je za na Tour de France. Aj. Smo se ustavili v eni vasi, ne vemo zakaj, ampak pomamo šli malo naprej. V bistvu smo prispeli do vulkana. My name is Sarah, and I will be one of your tour guides for this afternoon. And welcome to Anthony, and follow me to our reception. Thank you. Thank you. Rule number 1, your safety is always our first priority. Zdaj gremo pa direktno do vulkana še. Moramo kar imeti terence, da pridemo.
Uspeli smo. Kakšni so občutki iz vulkana? Crazy. It's a bit scary. Čutiš vročino? To pa je nekaj novega, kar smo videli do zdaj, ja? Ni? Nora, res. Si predstavljate, da že 870 let neprestanoma takole dela? Medva nad vulkanom. Na vulkanu. Ful piha. Ole to. Tole se je pa splačalo priti. Namo bilo pa po moje ful žal, če ne bi šla. No fees. Medva so se vrnila na jadrnico. Natalija gleda takole posnetke. Nora je bilo. Drugače pa da povem, vožnja je bila pa tudi nora po svoje. Za 8 km, ko smo imeli za narediti, smo rabili 40 minut v eno smer. Tako da parkrat smo se peljali celo 29 na uro, enkrat pa celo 30 na uro. Se pravi, ostalo pa počasnejš kot peš. Tako da zanimiva izkušnja tudi ta, ne, z džipom. Tako da, zdaj najo pa zebe, ker gor je bil tako mraz,
tako mraz, pihalo je, sem moral zdaj se greti, ampak pa noro, tako bi šel še enkrat, res. To je bilo vredno vsakega centa, čeprav ni bilo poceni, ampak je bilo pa noro, res odlično. Vreme je nekoliko boljše zdaj te dni, danes. Je pa malo preveč vetra, da bi lahko z dronom letel. Medva zapuščava otok Tana, za nama se vidi tamle vulkan, ko se kadi ven. Spet se je pooblačilo, vetra je toliko, da lahko jadrava. Tam okoli 10 vozlov, kakor je. Trenutno je malo več, vidite, da se je tale v glasu. Sva po včeraj ugotovila, da imamo težavo z elektriko, tale vind ne deluje. Mislim, da je kontroler za nič, ne vem. Tako da zdaj ni priklopljen, če sem vrti se. Pustil ga bom pa zato, da se vrti, da ne bo ležaj spet zarjavel ali pa kakorkoli, bolj da se premikam. Drugač pa takole jadrava, zdaj na polno jadra. Sicer vsake toliko časa je malo neugodno, ko pridejo v bok valovi, ampak v redu. Zdaj bo počas zavila tukaj malenkost proti levo, greva pa v Port Vilo, kjer je glavno mesto, največje mesto na Vanuatu. Potem pa na ta drugem največjem se bo pa odjavila. Čaka najo nekje 24 ur jadranja. Za nama je še ena jadrnica, vidim na Ajsu. Tako da, to je to. Malo opazujem za kiti, včeraj namreč smo videli zalijo ven kite, ampak sem žal nisem posnel, ampak sem s fotoaparatom par slik naredil. Loviva ribe, upam, da kakšna tuna, mahi, karkoli uloviva, da malo zaloge obnoviva, zanimava nobene ribe v zamrzovalniku. Drugače pa tako, no, ni vroče, ni glih ravno mrzlo, je pa fajn, da si v majici. Natalija sicer zebe, je noter zavita v deko, se bo že segrela. Sonce se tukaj le malo kaže iz oblakov. Napredujeva počasno naprej. Sem pa vesel, da končno delajo vsi inštrumenti, vse dela, tako da super. Drugač na tem otoku je še ena ful lepa jama, tle na drugi strani rta, ampak je ne bo obiskala zaradi tega razloga, ker tukaj na Vanuatu se čisto vse plača. Tudi ko sem na vulkanu hotel z dronom poleteti, so rekli, da moram plačati ekstra fee. Drugačno je stal vulkan 11.000 vatov na osebo, kar je približno, ne vem, mislim, da je 1 vat 138
1,138 €, zdaj lahko preračunate. Zdaj, za to jamo tukaj pa je vstopnina 10.000 vatov na osebo. Se pravi, to je med, kaj jaz vem, za čisto na pamet govorim, imam računal 60 €. Kar nima smisla, da imamo denarja, da bomo dajali za to, da gre v eno jamo noter. Bi bilo lepo, izgleda res fascinantno, na Google Mapsih sva gledala tudi slike, ampak preveč, vulkan je sva dala dovolj. Pa tudi sama prijava, za samo prijavo sva dala 15, nekaj čez skoraj 16.000 vatov, se pravi, kar nekaj denarja se opustila na tem Vanuatu. Drugače pa super, včeraj smo malo hodila spet po vasi, pa po plažah tam, bi lahko preživel nekaj časa tukaj, res je fajn. Všeč mi je, ker se tako živijo v vasi, krave, koze, se pravi, imajo živali, kot neke vrtove, se pravi, da tudi nekaj gojijo, se pravi, so verjetno čisto samooskrbni. Z elektriko imajo solarne panele, pa kakšna žarenca, ki je gori, to je to. Se pravi, so čisto tako natur. Videli smo pa tudi par satelitskih anten, se pravi, za televizijo, se pravi, verjetno imajo tudi kakšno televizijo, pa se pravi, nek signal lovijo. Tako da čist za luno niso. Tudi avtomobile, te, ki imajo same te džipe, terence, se brez teh ni šans, da kam prideš. To so videla že, ko smo šla na goro. Tako jadrava, približno s 5 vozli. Vem, da ni čas primeren, ampak zdaj sem se odločil in sem zdaj šraufal vinč, tako da bom sčistil pa nazaj dal. Se glih ne počne med jadranjem, ampak prijelo me je. Glih spomnil sem se, malo sem vlog zdaj delal, zdaj pa imam čas, tako da bom pa bolj počas pa previdno to naredil. To bo glih tako v redu. Suho je, treba je malo pošpricati, namazati skupaj. Ta drugi del vinča imam pa zadaj, bom pa ležaje ven ščistiti in namazati novo mast pa nazaj. Takole en del je očiščen, ki je pa še na jambru, ga bom zdaj. Zdaj pa samo vodoodporno mast, vse skupaj podmažem nazaj s šraufom in je kot novo. In bo kot novo. Tole bom uporabil. Water resistant, se pravi vodoodporna litijeва mast. Dobro bo. Noči pa imela spet nevihte, 35 vozlo sunke, ker sem imela kar dosti posla z odpiranjem jader, tako da danes nisem kaj dosti spal, v bistvu skoraj nič. Zdaj pa lepo šibamo s približno 7-8 vozli proti Port Vili, ki je pred nama, jaz že vidim otok, še približno 19 milj imamo, se pravi, še ne dobre 3 urice pa smo tam. Tole jadrnico smo po Ajsu videli skozi od Tane, da skozi par milj za nama, 4 milje. Zdaj smo tukaj skupaj. Danes po noč zdajle so naj malo prehiteli, ker sem jaz malo zaspal, pa so bila imela brezglavnega jadra nekaj časa, se takoj pozna. V glavnem, evo, te skupaj smo prispeli. To pa je jadranje blizu. Jaz sem že zaprl glavno jadro zdaj, ker greva sem na Genovo, ker gremo v bistvu sem tale zrt zadaj in je Port Vila.